Kdaj si začela umetnost in ali si se kot otrok z njo že takrat ukvarjali? Jaz vas lepo vse skupaj pozdravljam. Hvala Niki za ta uvod, hvala tudi Vesni in pa Hokus Pokusu, da ima danes z Julijo tolo zadevo mava. Hvala za vprašanje, Julija. Umetnost si začel razmišljati že kot otrok. Namreč moji starši so dokaj hitro prepoznali moje zanimanje za material, pa za barve in za različne materiale, s katerimi sem se igral. In sem že kot otrok tudi bil vključen v takšne in drugačne tečaje. Sicer v Zagorju ob Savi, kjer sem odraščal, nismo imeli pionirskega doma, ampak smo imeli pa glasbeno šolo, pa smo imeli tudi en likovni krožek, v kateremu smo se pa lahko mi priključili in smo lahko preko tega dobivali podobne izkušnje, kot jih dobivate otroci oziroma različni mladi ljudje v pionirskem domu. Tako da se mi zdi, da sem že kar dokaj kmalu vstopil v ta svet ustvarjalnosti. Ste imeli kakšno anekdoto, ko ste jih sledili? Anekdoto, ki sem jih sledil? To v bistvu ne. Sem pa sledil v bistvu tudi drugim. Namreč anekdota, ki je povezana z tem ustvarjalnim procesom. Žal sem pozabil, pa ne, tukaj imam, jaz sem študiral potem kiparstvo na akademiji, ampak imam pa v Zagorju pri starših še eno nežgano glino, ki je v obliki ene figurice. In sicer mi smo imeli v Zagorju ob Savi težko industrijo rudnika in temu se je rekel na Ruardiju, kjer delal tudi moj dedek kot nek čuvaj, smo imeli svežo glino, ki sva jo z očetom šla tudi kdaj nabirati. Torej v vedrih smo pa nesli domov glino, ki je bila blato in nam noben ni razložil in povedal, kako se s to glino dela, ampak jaz sem z tega blata ustvaril eno tako figurino, ki je danes zelo krhka, še vedno pač pri Ateku pa pri mami na polici. To je mogoče ena taka stvar, ki sem o njej razmišljal zdaj, ko se tudi mi srečujemo v pionirskem domu z glino, ampak anekdota je ta, da sem se jaz v bistvu na ta svet pridružil v družbi moje sestre dvojčice in v 4. razredu osnovne šole smo mogli napisati spis, kaj bomo, ko bomo veliki. In moja sestra je napisala, da bo astronavt, jaz sem pa napisal, da bom umetnik oziroma svobodni umetnik. In to je bilo v bistvu zanimivo, da pa smo se mogli tudi narisati, ilustrirati ta svobodni spis, v katerem smo naredili to projekcijo, kaj bomo, ko bomo veliki. In prav zanimivo, mogoče bi bilo zelo fajn prebrati te sestavke, koliko od naših sošolcev, mislim, da nas je bilo nekaj 24 v razredu, je uresničili te sanje in postali to, kar smo se narisali. In jaz sem se narisal s paletko, po taki beli hali, tako da glede na to, da smo v kontekstu znanstvenega festivala, sem umetnost videl kot zelo čisto in kot zelo tako sterilno v beli hali, tako da tak kompozor tega, kaj se dogaja med našimi možgani in pa potem naprej med delovanjem nas samih. Pa ste imeli kakšnega vzornika, ki ste pol tudi tako probali si vzeti za zgled njegova dela? Ja, ta vzor, mislim, ne. Bila je bolj spodbuda staršev, ki je pač razumela, da je ustvarjalnost pač pomembna in potrebna in da vsi trije smo bili vključeni v glasbeno šolo in glasba je bila v bistvu nek predpogoj, podstat našega obšolskega udejstvovanja oziroma dela. Pa smo si pa vsak sam zbirali še kakšne krožke in pa kakšne zanimive stvari, ki so nas zanimale. In ta likovna umetnost je bila spodbuda iz okolja, ki je še danes prisotna, torej pač kot otroku ti starši pomagajo kupiti material, ti pomagajo pripraviti okolje, v katerem bi lahko ti dobro ustvaril. Tako da pri samih pač teh zgledih se je pa pol šele kasneje začelo v bistvu, ko začneš odkrivati ta svet likovnosti, začneš hoditi v galerije, v muzeje in ko spoznavaš različne umetnike in ko vidiš tudi, kaj sam ustvarjaš in kaj ustvarjajo tvoji kolegi, prijatelji, recimo tudi to, kar vidiš na Instagramu ali pa to, kar vidiš pač na internetu,
se pa začnejo v bistvu bolj kot zgled, bi rekel, da je to pritisk, stiska in pa včasih lahko tudi ta strah, da je nekdo boljši od tebe, da nekdo premaguje vsebine na boljši način kot ti sam. Tako da je mogoče boljše, da kot kakršenkoli ustvarjalec, bodi si ustvarjaš v polju kuhinje, v polju športa ali pa v polju umetnosti, tudi pravo je za mene lahko zelo ustvarjalno ali pa računovodstvo. Si lahko tudi tam, lahko rečemo, po žargonsko pravi umetnik. Je pomembno, da slediš sam sebi in da v bistvu vzpostavljaš konstantno to ogledalo samemu sebi, da v bistvu si ti sebi zgled in da ti v bistvu rasteš in premaguješ in iščeš nove načine, kaj bi lahko še prevedel. Seveda je pa to zanimivo, da se neke stvari pač rodijo tudi nezavedno, oziroma jaz se tudi velikokrat vprašam, kako sem do nečesa prišel. Pa šele potem mogoče spoznam, videl sem to fotografijo, to podobo, srečal sem tega človeka, sem se to pogovarjal, jedel sem recimo suhe slive, pa me je mogoče modra barva bolj poklicala, pa je bila v tistem obdobju. In vse te stvari se sestavljajo v nek konglomerat in ta konglomerat je neko igrišče, v katerem lahko ti ustvarjaš in izpelješ ven potem neke nove kreacije. Tako da zgled, imam umetnike, ki jih sledim, imam umetnike, ki jih zelo cenim, imam tudi umetnike, s katerimi smo zelo dobri prijatelji, ampak da bi pa imel umetnika, ki bi ga zdaj imenoval in rekel, ja, to je pa umetnik, po katerem se jaz zgledujem, tega pa še nisem srečal oziroma zasledil. Zanimivo. Zdaj, veliko otrok tudi v naših časih zdaj imamo tako, da nas ful veliko stvari naenkrat zanima. A ste vi imeli tudi kakšen tak hobi poleg umetnosti, pa ste potem mogli zbirati med tema? Da sem mogel zbirati, kaj bi. V bistvu je bilo tako, zabavno je bilo, da v Zagorju ob Savi imamo glasbeno šolo na vrhu hriba, ki je v veduti, na sredini imaš cerkev, potem imaš pa šolo s posebnimi potrebami otroke, pa glasbeno šolo. Jaz sem v nekem obdobju šel razen ob nedeljah na ta hrib. Torej vsak dan smo imeli nekaj v glasbeni šoli. Imel si inštrument, torej igral sem trobento, imel si sekcijske vaje za orkester, dvakrat na teden si imel orkester, pevski zbor, imeli smo potem komorne pevske zbore, pa imeli smo še teorijo glasbe. Torej, to je bilo, konstantno si hodil pač v ta hrib in je tako, kot pač pri Vitomilu Zupanu, važno je treba priti na hrib. Tako da pri vseh teh krožkih, ki so se pač porajali v naših življenjih, so bili eni v šoli, eni so bili, kot rečeno, na glasbeni šoli, potem dvakrat na teden je bil karate, da si se v bistvu malo razmigal in da si ustvaril še v enem drugem polju. In potem je bil še likovni krožek, ki je bil pa ponavadi ob petkih popoldan. Tako da ta je bil pa, petki so bili recimo brez glasbene šole ponavadi, razen godbe in smo imeli to varianto. Tako da pač je pa res, da v 90-ih letih jaz odraščal, ni bilo toliko vseh različnih krožkov, tudi prisotnih, tako kot so danes prisotni za vas, in pa tudi interneta še ni bilo. Tako da je bila knjižnica tudi tista enciklopedija, do katere si mogel pristopati peš in se v bistvu z rokami sprehoditi po ilustracijah, po listih in pa pač biti prisoten v tem teritoriju ustvarjalnosti. A ste pa kdaj tudi tako izgubili kaj tako voljo do ustvarjanja, pa ste se pol mogli, kot rečeno, brcniti v rit in nadaljevati zaradi tega, ker ste vedeli, da pač, če ne boste zdaj nadaljevali, boste potem imeli, boste potem obupali? Ja, to mislim, da se kar vsakmu lahko zgodi in se je tudi meni. Predvsem se je to zgodilo takrat, ko nisem naredil sprejemnih izpitov na slikarstvo in sem v bistvu takrat tudi kulturo na dnevniku oziroma po odmevih nisem več hotel slediti neko obdobje in sem imel resnično pač en problem, da
Ne, to je bilo takrat, ko sem pustil akademijo, ker sem nekaj časa pauziral. Tako da v nekem obdobju sem imel pač ta krč, no, ko sem študiral na naravoslovno-tehnični fakulteti, ko smo glih v tem pač hokus-pokus momentu, sem v bistvu malo to kreativnost, umetniško izobraževanje in udejstvovanje zamenil za pač nekaj drugega. V tistem obdobju sem pač, kot rečeno, bil vključen v naravoslovni faks, delal sem na Mobitelu, ker so bile telekomunikacije, ker je bila tudi tehnologija zelo prisotna. Tako da tiste 1-2 let začetnega študija tam sem resnično mislil, da se bo moje življenje tudi obrlo v neko drugo smer. Sicer pa pač so neuspehi del vsakega uspeha, čeprav tudi ne vem, kaj je uspeh, pa ga težko zdaj imenujem, pa rečem nekaj, kaj se je super zgodilo v mojem življenju, ampak prav to, kar sem prej rekel, da je važno priti na grič in da je važno biti na vzpetini, se je vedno treba iz te vzpetine tudi vrniti domov, v dolino. In šele v tej dolini potem spet nastopi ta draž, to veselje in pa to, kar nas povabi nazaj v višine. In jaz sem imel en super moment s teto, ki je enkrat rekla, kdor visoko leta, lahko nizko pade, ampak ko si visoko, imaš lepe razglede. In to se mi je zdelo v bistvu zelo, zelo pametno, da izkoristimo, ko smo na višinah, to, da opazujemo svet z neke druge vedute, distance, da so ti horizonti, ki smo jih vajeni na ravninskih predelih našega življenja, odslikajo, ko smo na nekem vrhu, čisto drugače, in seveda se potem lahko tudi spustimo dol in gremo spet nazaj v višino in potem se zgodijo različni odmevi, pa ni treba, da se ti odmevi zgodijo takoj, ampak lahko preteče zelo veliko časa, da se neke stvari predelajo v naših glavah, celicah, telesu, ker jaz tudi verjamem, da je mogoče kakšne stvari pridejo prav šele čez kakšnih par let, ali pa tako, kot pravijo, pač, da čez 7 let vse prav pride. In life je kot sestavljanka, jaz sem prejle imel glih toliko časa, da sem iz telih kock naredil eno kompozicijo in ta sestavljanka je v bistvu lahko tako, kot si me vprašala, ali si kdaj obupal, ne? In tokrat nisem obupal, ker sem porabil vse te kockice in iz njih poskušal sestaviti vse, kar pač bi naj to kompaktno bilo življenje. In seveda iz teh kockic lahko sestavljam vzporedno nove svetove. In tako se pač tudi dogaja v mojem življenju, da se svetovi lahko obračajo v različne smeri, ampak ta celica pa ostane trdna, oziroma tega ti pač noben ne bo vzel. In to so te izkušnje, o katerih pravim, da so bile tudi prisotne, da so se ene stvari pač pojavile kot uspeh ali pa to, kar pač rečeš obup, ki je potem dal naprej up. Ker to se mi zdi pomembno, da mi mladi tudi se zavedamo, da obupavanje ima vedno tudi upanje. Obup je sestavljen iz up. Torej, upanje ob upanju ima zraven pač upanje. Tako da obupanja ni, vedno greš naprej. Kateri umetniški dosežek človeštva se vam zdi pa najbolj pomemben, pa da bi najbolj vplival tudi? Na nas? Ja, pač tako. Ja, pa mislim, da najbolj pomemben, največji pomemben umetniški dogodek je to, da se je človek odločil, da začne organizirati svoje življenje in da organizira svoje življenje tudi s pomočjo umetnostjo. Ker umetnost je nastajala že v jamskih prostorih iz potrebe, da človek organizira svoj kaos oziroma svoj svet, v katerem je bival. In to se mi zdi v bistvu predpogoj, da je ta jamski človek začel razmišljati tudi o tem, da bi imel ob sebi nekaj lepega, da ni dovolj sam, da ima pač toplo kožo, pa da ima dovolj drv, da bi preživel v jami, ampak da se v bistvu s tem ognjem lahko tudi zgodi neka svetloba in da v tej jami začne razmišljati tudi kot o bivališču, katerega lahko opremi z jamskimi slikarijami
in lahko te prve ilustracije, te prvi preskoki in pa te prvi razmisleki o lastni figuri, ker gre za pač tudi interpretacijo njihovega lastnega telesa v vizualni jezik, se mi zdi mogoče to, da se je ta prvi človek spomnil organizirati stvari. Seveda je bilo pol tudi pač veliko stvari še povezanih z umetnostjo. Recimo tudi to, da so se lahko začeli zvoki snemati in da zvok postane del umetnosti, da se zgodi video, da se zgodi elektrika. Umetnost je zelo, zelo odvisna od vseh teh izumov, ki so tehnično ali pa v gospodarstvu omogočali lažje in pa naprednejše življenje vsem nam, ampak iz vsega tega okolja se je umetnost tudi sama črpala in je v bistvu tudi izkoriščala. Ker mi umetniki znamo zelo hitro videti, tole mi pride lahko pa zelo prav, tole pa bi lahko jaz uporabil za to pa to pa to. Zato imam tudi tukajle v prostoru, kjer se javljam, tele kante za smeti, ker ponavadi lahko prav iz teh kantic pridejo ven neki novi izumi. In ni rečeno, da to, kar nekdo zavrže, lahko roma na smeti. Jaz sem kar nekaj takih umetniških projektov naredil, kjer so v bistvu bili neki polizdelki, kjer so ljudje mislili, da jih lahko zavržejo, pa sem jih jaz naprej uporabil. In tudi to je bila pač neka iznajdba, ki jo je nekdo naredil, uporabil svoj del in jaz pač sem šel naprej uporabljati svoj del. Tako da težko rečem, kaj bi bilo največ. Tudi ne verjamem, da smo bili na Luni, tako da se mi zdi, da je pač raketa, s katero se pač predstavljamo po vseh teh enciklopedijah, eno tako lepo, veliko kiparstvo, ki ga je nekdo sestavil, tako da je to tono. A se vam zdi, da je umetnost tudi pomagala kaj tako v tem času epidemije? Ja, jaz upam, da umetnost pomaga tudi izven časov epidemije. Jaz sem se priključil parim projektom, ki so bili pač v tem času pripravljeni na temo korone oziroma na temo pač epidemije in teh zapor. Ampak mislim, da bomo kot družba šele prišli do tega stadija, kjer bo pa res umetnost začela lahko pomagati tej krizi, ki se šele pojavlja. Tako da jaz sem tudi zelo vesel, da pač slišimo v medijih, da ne gre več zgolj za zdravstveno pa gospodarsko krizo, ampak da gre tudi pač psihološko krizo in tukaj pa nastopi tudi pač umetnost, ker umetnost je pač skupek vseh ved oziroma vseh različnih disciplin, s katerimi se človek ukvarja in umetnost se pa mogoče najlažje lahko prikoplje do občutenj in pa do čustev. Tako da se mi zdi, da bo pač mogoče umetnost prav zdaj po koroni, po tej krizi, ko se bodo spet vse stvari odprle, lahko začele zadeve odpirati in da bo neko A imate pa tudi tako kakšno mnenje, kakšne morajo biti lastnosti nekega dobrega umetnika? Kakšen mislite, da je dober umetnik? Dober umetnik je discipliniran. Dober umetnik je sila, dober opazovalec sveta. Dober umetnik ima fokus. Dober umetnik obvladuje različne veščine in obvladuje različna orodja. Dober umetnik zna dobro komunicirati. Dober umetnik govori dva tuja jezika. Dober umetnik je lahko partner, lahko je samski. Dober umetnik ima mamo, očeta, ki ga podpirajo. Dober umetnik hodi v službo, ker mora za material zaslužiti, da lahko ustvarja. Dober umetnik ima svoje projekte dobro dokumentirane in fotografirane. Dober umetnik pozna kar nekaj dobrih institucij, muzejev, kuratorjev in je z njimi lahko v stiku ali pa tudi ne. Dober umetnik vozi avto. Dober umetnik se oblači ali v pinki ali pa v črno. Torej, jaz bi ti zdaj razlagal oziroma našteval do jutri zjutraj, kaj dober umetnik naj bi imel lastnost.
Tako da to so takšna vprašanja, na katera pač lahko je vsak odgovor pravilen. Tako da jaz pač sam resnično pa mislim, no, da je discipliniranost pa fokus, da sta predpogoj. Kar pa še iz svoje prakse lahko povem, je pa to, da vzporedno delam ponavadi 3 projekte hkrati, da se pač v enega, ki trenutno nastaja, preveč ne zagledam in da ne začnem verjeti preveč v njega. To pomeni, da pač imam en projekt na začetku, pa imam enega na sredini, pa enega tik pred razstavo, ko se bo zgodil, da v bistvu skozi zgradim nek odnos med temi, pač ja, tako kot ta trikotnik, ki smo ga pač prej imeli, da se v bistvu ta trikotnik postavi v pozicijo prostora in da v bistvu ga jaz obračam in se odločam, v kateri material oziroma v katero zgodbo bom vstopil. In tukaj na to sredi sem recimo jaz in tukaj so te projekti. Potem lahko rečem, da v tem trikotniku v sredini sem jaz, tukaj moja umetnost, tukaj je kurator, tukaj je kupec oziroma tukaj je recimo galerija. V tem trikotniku sem spet v sredini jaz, so moji kolegi sošolci oziroma prijatelji umetniki, so moji pač sodelavci, s katerimi tudi delam, in pa recimo moja družina in je pač moj socialni krog zgrajen v tem trikotniku. Tako da vsi ti trikotniki se potem začnejo vrteti v različnih konstelacijah in bolj, ko imaš dobro sestavljen ta trikotnik, bolj kot trden ta trikotnik tudi je, boljši umetnik verjetno tudi si. Tako da vse te komponente, pa vsa ta presečišča in oglišča, ki sem jih zdaj omenil, so zelo pomembna in tudi zelo vplivajo na našo umetniško pot in pa ne nazadnje tudi na ustvarjalnost, ki jo potem predstavljamo v galerijskem prostoru. Tako da korona pač ja, lahko bo pomagala oziroma v koroni umetnost ima neko pozicijo pa vlogo, ampak jo ima tudi, ko korone ni. Bo imela pozicijo, ko korona bo mila. In bomo to pač mi prepoznavali in videli potem seveda z distanco. Zdaj v sočasnosti teh časov pa verjetno tega še ne moramo pač do potankosti videti. A pa tako pri svojem delu povezujete tudi znanost in umetnost? Ali se vam zdi, da pač je posebej to? To je ves čas združeno in mi, tako kot smo že prej rekli, umetniki ne moramo razdružiti znanosti od umetnosti in pa tudi drugih disciplin. Že sam pač to, da je Newton razklonil skozi prizmo svetlobo in se je zgodila pač mavrica oziroma smo začeli razmišljati o barvnih valovih in pa da pač je že Aristotel menil, kako pomembna je svetloba in svetlobo opisoval kot valovanje v gladini morja, če v njega vržemo kamen. Smo v bistvu mi ves čas v sodelovanju s to znanostjo in pa s to tehnologijo. Nazadnje zelo veliko pač delamo na telefonih, lahko tudi stvari na računalnikih, ampak da bi pa recimo resnično uporabljal to strogo znanost, laboratorijsko znanost, ki jo pač uporabljajo ali Robertina Šeblanič v našem prostoru ali pa Maja Smrekar ali pa še kak drug umetnik, je pa to zelo veliko enega pač pomembnega časa, raziskovanja, tudi materialnega vložka. Ti si moraš kot umetnik zgraditi nekakšen laboratorij in ta laboratorij pač mora delovati, kar pomeni, da se moraš tudi sam zelo angažirati in naučiti vsega tega jezika. Je pa res, da meni kemija nikoli ni bila najljubši predmet v šoli in v srednji šoli jo celo nismo imeli. Mi je bila bolj blizu fizika in s fiziko se pa mogoče lažje premaknem v neke take svoje projekte. In bi vam zdaj lahko tudi na screenu delil en projekt, ki pa je na nek način vključeval. A vidiš, Julija, pa ostali vidite screen? Ja, se vidi, ja. No, zdaj bomo samo probali najti. Recimo, pri mojem portfoliju je zelo prisotna glasba in že prej smo omenjali, da sem hodil v glasbeno šolo, ampak v mojem primeru glasba velikokrat nastopa statično. Torej je ta glasba na nek način zamrznjena glasba.
in se v bistvu to valovanje prestavi v neko vizualno izpoved in pripoved. Zdaj se opravičujem, ali pa narava, recimo v tem primeru imamo en primer, kjer so v bistvu tako kot znanstveniki delajo v botaničnem vrtu in herberirajo rastline in jih poskušajo ohraniti za različne rodove. Sem tudi jaz v bistvu uporabil ta model herbarija, da smo se v bistvu spoznavali z neko drugo pripovedjo. Jaz tukaj govorim o nekih rastlinah, ki so pač v nekih prostorih in časovnicah rastle. Jaz sem jih pa v bistvu zamrznil v ta herbarij in pa v to vitrino. Ta primer mi je tudi zelo zabaven. Pred leti sem se zelo začel ukvarjati tudi z poljedelstvom, ker smo bili mi umetniki, smo ves čas obremenjeni s tem, kaj nastaja v ateljeju, koliko nastaja in ali se rojeva kaj novega in na kakšen način se to rojeva. In sem potem ugotovil, da če pa imaš vrt, pa vrt sam po sebi raste in vsakič, ko prideš na vrt, te na njem prečaka nekaj novega in se nekaj zgodi in kar naenkrat nimaš več pač te obsesije potem, da bi v ateljeju mogel zelo veliko početi in ti je dovolj že to, da misliš. In tukaj imamo en primer tega zimskega vrta, ki sva ga z očetom zgradila pač na vikendu in sva iste mere in iste dimenzije prestavila v galerijo, ampak zanimivo pri tem je bilo, kako sem se v bistvu začel ukvarjati z raziskovanjem paradižnika. Iz kje je paradižnik prišel in gre za projekt Paradiž, kjer v bistvu to konstrukcijo imenujem jaz kot nek paradise in lahko grem v njo, ker je prekrita potem z umetnimi materiali in v njej rastejo paradižniki. In mi je bilo zabavno to, da sem pač videl, da je najprej bil paradižnik okrasna rastlina, da je pač bil tudi imenovan za strupeno rastlino in kako so te rastline v bistvu znanstveniki začeli pač uvažati v naše okolje in kako v bistvu mi ne moremo danes sploh več živeti brez paradižnika in kako je to neka rastlinska kultura vstopila v naš tudi vizualni in pa ta jezik, ki ga imamo. V primeru, pač kako tehnologijo izrabljam, je to velikokrat v obliki glasbe ali pa v obliki projekcije. Tako da te projekcije so v bistvu neko dopolnilo. Tukaj je en primer, ki sem v bistvu vzel za izhodišče ognjemet in sem razmišljal takrat o Gazi in pa o vsem tem nasilju, ki se je dogajalo na Bližnjem vzhodu, hkrati pa kako tudi pač ta super tehnološki izum ognjemeta, ki ga že v bistvu že Leonardo da Vinci je ognjemet v bistvu pripravljal za francoski dvor in kako smo še danes v bistvu navdušeni do neke mere do teh svetlobnih efektov, hkrati pa seveda vse bolj razmišljamo tudi o tem, kar se mi zdi super plakatna akcija Pokaj raje od smeha kot pa od petard, ki smo jo letos srečevali po Ljubljani, kar se mi zdi eden boljših plakatnih momentov. Zdaj pa žal tistega slajda, ki ga iščemo, nimamo, ampak tehnologija v bistvu je zelo zahtevna in je tudi vedno pač pomembno to, da stvari delujejo, ko zadeve sestaviš in je potem potrebnega veliko več angažmaja, da realiziraš to zgodbo v umetniškem smislu. A pa vi pač pod umetnost, ko vključujete tako določeno temo ali zlijete samo neka čustva gor ali kako vi to dojemate? Jaz dojemam umetnost kot umetnik poklic je enako kot umetnik zdravnik, pravnik ali pa ekonomist. Torej, mi nismo nič posebnega ali pa tako, kot ponavadi rečejo, da smo pač Saturnovi otroci in da smo pač v bistvu poslani iz ne vem katerega božanstva in ne vem katerega sveta v ta horizont. Tako da to ni čisto res. Smo pač nagnjeni k neki melanholiji mogoče, predvsem pa smo umetniki tisti ljudje ali pa tista sorta ljudi, ki pa znamo spremljati svet mogoče na drugačen način
in ga prav s tem lahko tudi pač mogoče delamo drugačnega za vse nas. Najprej za samega sebe. Tako da to je prva stvar, ki se mi zdi pomembna, da pač smo enakovredni, enakopravni v družbi in da nas prav ta družba, vsaj mene osebno, velikokrat inspirira oziroma me povabi, da interpretiram neko akcijo. Tako da jaz imam v svoji portfoliji 4 oziroma 3 teme, ki nimajo in okrog katerih se vrtim, in to je zamrznjena glasba, zamrznjen človek in pa zamrznjena narava. In okrog teh 3 nekih poglavij v bistvu zgradim potem podpoglavja in pa nove projekte. In itak seveda brez čustev ne gre, ampak pri umetnosti je super to, da se ti sam odločiš, koliko boš povedal in kaj boš povedal. Torej, če jaz zgradim umetniško delo, lahko v njega zapakiram najrazličnejše vsebine pa informacije. In to, kar bom povedal recimo svoji mami, bo kot opis tega dela, bo verjetno čisto nekaj drugega, kot bom to povedal pač prijateljici ali pa nekomu, s katerim pač želim graditi še bolj trden odnos. Tako da ta dekodiranost umetnosti se mi zdi v bistvu najbolj zanimiv del biti umetnik. Pa ne zato, da bi pač lagal ali pa na finto vrgel nekoga s tem, kar počneš, ampak zaradi tega, ker v bistvu res se lahko sam odločaš, do katere stopnje boš odkrit, pa do katere stopnje se boš v bistvu bil pripravljen tudi izpostavljati v javnem prostoru oziroma z drugimi. Tako da to je, mislim, ta emocionalni del je zelo pomemben v kakršnikoli ustvarjalnosti, pa tudi mislim, saj mi imamo emocije tudi, ko delamo, ko čistimo, ko smo v službi za nekim traktorjem oziroma za nekim robokopačem. Tako da tudi znanstveniki, ko delajo preizkuse, občutijo veselje, občutijo srečo, ko odkrijejo neko novo formulo, pa dobijo neko novo potrditev. Tako da tega ne moramo pač izločati. Tako da velikokrat se pa zgodijo pač informacije, ki pač jih sledim in opazujem v svetu, v katerem delujem, da jih potem prevedem v nek format oziroma v neko umetniško delo, ali pa obratno, kot če te v bistvu galerija ali pa kurator, kustos, ta nekdo, ki dela razstavo z neko določeno temo, povabi, da dela nekaj na določeno temo, ti začneš v bistvu na podlagi njegove spodbude razmišljati o tem. To je isto, kakor pač bi rekli, zdaj pa rabimo cepivo za nek nov virus, ki se dogaja okrog nas, in začnejo znanstveniki raziskovati na tem polju, v tem področju. In mi imamo isto umetniki, če nekdo reče pač, mi bomo delali pa razstavo na temo sončnic, seveda ne boš ti pač razmišljal o traktorju, ampak boš vsaj podobo sončnice dal na traktor in rekel, evo, imam sončnico in tukaj je moja umetniška izjava. A sem ti odgovoril, Julija? Ja, v bistvu se na zelo zanimiv način povedala, se moram strinjati. A pa ste bili edini v družini, ki ste tako ustvarjali? Ja, edini, ki se je odločil za poklicno pot umetnika. Sicer, jaz mislim, da smo vsi v naši družini ustvarjalni, torej vsi imamo to glasbeno šolo, pa vsi znamo pač brat pa sestra sta šlo po 2 inštrumenta igrati, jaz se nisem odločil še za drugega. Je pa v družini še ta mali bratranec Matjaž Počivavšek, torej režiser v gledališču, v mladinskem gledališču, tako da je pač recimo ta je najbližji umetnik v mojem družinskem krogu, drugače pa smo vsi na svoj način umetniki. Tako da predvsem pa se mi zdi, da s tem, ko skupaj odraščamo, rastemo in tudi, ko pač družina spremlja moje projekte, na nek način se tudi oni pač izobražujejo o tem in sem vesel, da je vsem nam ratalo navadi, da če si nekje v tujini, da nujno vidiš še kakšen muzej oziroma kakšno galerijo, to pa smo pač počeli že tudi kot otroci. Ampak takrat nam je šlo še na živce, ko so nas starši vlačili po Sloveniji,
pa smo mogli pogledati skoraj da ne vsako cerkev pa vsak muzej, ampak danes pa v bistvu vidimo vsi skupaj, da je to super neka neformalna izobrazba, ki se je odvijala v času pač odraščanja. Ste zelo lepo povedali, se mi zdi, da se lahko strinjam glede tega. Ja. Tako da, zdaj mislim, da lahko, pa sem še eno vprašanje imam. A ste zadovoljni s tem, kar imate zdaj? A ste zadovoljni, da ste v tem položaju, ali bi kakšno malenkost spremenili pa tako? Mislim, da je v človekovi naravi to, da bi kaj spremenil, ampak bojim se, kakve bi bile te spremembe. Tako da mislim, da vsak človek ima to željo potem, da se stvari spreminjajo. Zato tudi gremo k frizerju, zato tudi gremo pač v trgovino, da si kupimo kdaj pa kdaj kakšno eksotično zelenjavo ali pa pač probamo neko novo stvar, ki je na polici. Tako da te spremembe, inovacije so super, ampak pa čisto ne veš, kako boš to novo stvar prebavil in ali bo tvoje telo bilo srečno in zadovoljno, kar je pač zaužilo ali ne. Tako da jaz mislim, da smo lahko pač vsi mi, ki razumemo ta jezik in ki se javljamo iz tega prostora, srečni, da smo rojeni vsaj tukaj in sedaj v tem trenutku in da smo v tem trenutku tukaj, ker nikakor ne bi želel biti na kakrem drugem kontinentu trenutno. Že v Evropi mogoče je neka čisto druga zgodba, kot jo imamo tukaj mi. Tako da to, kar bi rad spremenil, pa mislim, da se vse da in mogoče ti bom že enkrat v pionirskem domu povedal, kaj sem spremenil in kako se to kaže v mojem življenju. Ste zelo lepo povedali. A bi ti kaj spremenila? Ej, Julija? Ja, glih razmišljam. Kje je spremenila? Je spremenila bi to, da bi imela več časa v dnevu, zaradi tega, ker mislim, da imaš potem več časa, da si ga lahko razporediš in potem imaš tudi več možnosti, da vedno pride do kakšnega novega izuma, ki ga sam narediš. Sem zaradi tega, ker ti dolgčas pa lahko uporabiš ta čas po svoje. Aha, ja. Ok, zdaj obaviva, da ta naš dan bo imel verjetno kar naprej še 24 ur, tako da kar ti pač mogoče si lahko sama disciplinirano organiziraš svoj čas in v njem rečeš, da boš od 7 zjutraj do pol 9 zjutraj bila ustvarjalna v laboratoriju in ustvarjala izume, ki pač jih izumljamo mi vsi. Ampak ja, mogoče se ti bo pa kaj dobrega sanjalo, pa tako, kot se kdaj meni, pa to pol prepišem zjutraj, pa si prišparam ta čas v dnevu, ki ti kdaj prehitro mine. Evo, Julija, Boris, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala, Julija, za vprašanja, kakšna so bila v resnici težka, da tudi jaz sama ne vem, če bi znala na njih odgovoriti. Hvala, Boris, ker si nam predstavil en drugačen vidik sebe, ki ga poznamo drugače tukaj. In bilo nam je tako v čast in v veselje poslušati.